Drage gledalke in gledalci, lepo pozdravljeni. Zimska sezona v Zgornjesavski dolini je končana, poletna pa je tik pred vrati. In april je ravno pravšnji mesec, da potegnemo črto pod zimsko in da preverimo, kaj vse nas čaka v poletni sezoni. Zato je naš gost, direktor turizma Kranjska Gora, Blaž Veber. Dober dan. Živijo, dober dan. Ja, najprej pojdiva res kar k zimski sezoni. Res letošnja je bila izjemna s količino snega, urejene so bile tekaške proge, urejena so bila smučišča. Ja, tvoja istočnica se res sliši kot ena zimska pravljica. Drugače pa na žalost letos zimske sezone v Kranjski Gori, če govorimo z vidika turizma ali pa turističnega gospodarstva, ni bilo. Žal je letošnje leto, lahko rečemo od lanskega marca, nekako specifično. Lanskoletni marc je bil za nas vse nekakšen šok, ne samo za nas v turizmu, ampak na splošno v vsej industriji, gospodarstvu. Na koncu tudi med nas samimi, ki tukaj bivamo in pa dejansko po celi Evropi in pa svetu. Potem je na srečo prišlo tisto nekako sproščanje vsega skupaj, nek optimizem v lanski poletni sezoni. In lahko rečem, da smo se v tej lanski poletni sezoni, saj kar se tiče turističnega gospodarstva in pa tudi dojemanja sprememb, ki jih bo turizem prinesel, kar veliko naučili. Tako da potem ta 15. oktober, ko je prišel ta ponovno zaprtje države in pa razglasitev epidemije, lahko rečem, da ni bil več tako močen šok, je pa za sabo kar veliko stvari potegnil. Mi smo sicer zelo upali, da bomo zimsko sezono začeli dejansko z organizacijo svetovnega prvenstva v poletih v Planici, predstavljenega iz meseca marca. No, žal se to potem ni zgodilo. Prav tako smo pričakovali, da bomo okrog 20. decembra odprli vsaj smučišča. Vedeti moramo, da za nas zimska sezona pomeni čas med 20. marcem in 10. januarjem 30% zimske sezone, kar se tiče tako prihodka kot obiska. Potem 30% nekako predstavlja čas počitnic, to se pravi v februarju, in pa seveda tista pika na i, 30% Planica in pa Pokal Vitranc, to je te 2 tedna oziroma vikenda v mesecu marcu. Žal temu pač ni bilo, mi smo, lahko rečem, že od lanskega marca, ko smo v sklopu Julijskih Alp tudi ustanovili tako imenovani Reset Team. Povezali smo se direktorji vseh turističnih organizacij v Julijskih Alpah in skupno nastopili, bom rekel, v narekovajih v boju za zastopanje turističnega gospodarstva v sklopu turistične gostinske zbornice in pa ostalih inštitucij pri predlogih in pa pri pripravi ukrepov od PKP1 pa tja do PKP8. In se naše delo predvsem osredotočilo na to. V času zimske sezone smo poskusili z marsičemu. Žal ne samo pri nas, ampak po celi Evropi je bila, bom rekel, turizem tisti, ki je delil največjo usodo in bil največji poraženec v tej bitki za epidemijo. Lahko rečem, da smo bili kar nekako, bom rekel, predani usodi oziroma smo bili kolateralna škoda, če se lahko tako izrazim. Žal to tako dojemamo. Razni ukrepi, ki so sledili oziroma, bom rekel, temu bolj ali manj neke izjeme, ki jih je turizem dopuščal, vsekakor niso mogli nadomestiti vsega turizma, ki smo si ga želeli. In tako smo nekako v tej situaciji tudi zimsko sezono, lahko rečem, niti začeli, na tak način pa tudi bolj klavrno zaključili. Je pa res, da na drugi strani je bila pa letos narava, tako kot se rekla, kar res neverjetno radodarna. Delovala so, oziroma možnost obratovanja so imela smučišča tako v Mojstrani kot v Kranjski Gori, tudi ne nazadnje v Macesnovcu, ampak zadeva je bila spet nekako drugačna, kot smo si želeli. V tem primeru so bila pa smučišča, bom rekel, nekako poskusni zajčki, kako bi obratovala, kako ne bi obratovala, kakšen način testiranja bi bilo potrebno, kakšen ne. In z tega smo na koncu, lahko rečem, potegnili črto, da nobeno smučišče v Sloveniji ni delovalo niti 100 dni, kar bi po, bom rekel, snežni podlagi lahko brez samega problema. Vse smučišča se soočajo z izrednim upadom prihodkov in pa z izredno visokimi obratovalnimi stroški, ki so pač neodvisni od samih ukrepov.
Največ stroškov, to vsi vemo, pri samih žičnicah pomeni pač priprava in pa sam zagon. In že lanskoletna sezona, če se spomnim, je bila za žičničarje, lahko rečem, izredno slaba. Tako da mi smo bili v zadnjih 3 mesecih, če lahko samo mogoče to poudarim, v stalnem kontaktu in pa nenehno izvajali pritisk na MGRT, ker smo ugotovili, da nekako v nobenim protikoronskem ukrepu ta naš turizem, ki je neka res specifična dejavnost, ni mogel biti tako dobro zastopan, kot smo si želeli. Nas so vedno obravnavali kot neko uravnilovko med gospodarskimi dejavnostmi, kmetijstvom, industrijo, trgovino in tako naprej, ampak turizem je specifika. Ne? In prodajati novo leto 14. aprila v turizmu pač žal ne gre. Prodajati, bom rekel, računalnik namesto 3. januarja, 9. marca, pa se pač z nekimi marketinškimi aktivnosti da nadoknaditi. Tako da smo ta argument nekako probali zagovarjati in ga tudi sforsirati do te mere, da dejansko zdaj res na mizi ta, bom rekel, turistični zakon, interventni zakon o turizmu se imenuje, konec meseca aprila naj bi ta zakon zaživel, bilo je kar nekaj usklajevanj. Moramo pa tudi tako vedeti, da veliko v tem zakonu je različnih interesov. Tukaj so različna združenja, od agencij, potem industrija srečanj, turistične destinacije, turistična podjetja, gostinstvo, promet, logistika in vse, kar turizem za sabo potegne. In je bilo izredno veliko napora treba dati, usklajevanj, pa tudi kakšen korak nazaj stopati, čeprav smo hoteli vsi 3 naprej, da smo prišli do nekega skupnega imenovalca, in to so te 4 stebri, ki jih bo ta zakon nekako predvideval. Predvsem je pomembno, da se podaljša do 30.9. Vsa nadomestila za čakanje na delo oziroma za pomoč zaposlenim. Tukaj moramo vedeti, da bo največji problem, ki se ne bo končal z odprtjem. Potem nadomestila za poplačila fiksnih stroškov, potem vse, kar se tiče v zvezi z zamrznitvijo kreditiranja in pa investiranja, in pa še ta 4. steber, ki smo ga po mojem mišljenju najbolj potrebovali oziroma ga bomo potrebovali za zagon potem za poletno sezono, je pa ta enkratna pomoč finančna, za katero smo glede na to, kar je bilo v zakonu predlagali, seveda nismo bili zadovoljni. Predlagali smo sedaj nek svoj predlog in upamo, da bo ta predlog sprejet. Tu govorimo o 10% razlike med prihodki med letom 2020 in pa 2019 za vsa podjetja, tako da bi s tem ukrila podjetja predvsem te zagonske stroške, ki jih bomo imeli. Zdaj upam, da z mesecem majem, mogoče najkasneje z mesecem junijem. To je želja. No, ampak vendarle Zgornja Savska dolina je v letošnji zimski sezoni imela eno svetlo, lučen, svetl trenutek. Gostila je nekaj velikih športnih prireditev. Kljub vsem ukrepom, kljub vsemu, kar je veljalo, seveda zaradi širjenja koronavirusa, in vse skupaj je bilo tudi zelo uspešno izpeljano. Ja, ta sezona je bila z velikih zornih kotov specifična. Mi smo se v tej sezoni tudi veliko naučili. Videli smo, kako dejansko je Kranjska Gora, kljub temu, da so bili vsi omejitveni ukrepi proti našim željam ali pa zmožnostim, oziroma situacija je bila taka, kot je bila, in smo jo mogli ne nazadnje tudi sprejeti. Videli, kako je še vedno atraktivna oziroma zelo atraktivna tudi med slovenskimi obiskovalci. In to se je izredno dobro kazalo med vikendi. Ob sončnih vikendih, ob ugodnih vremenskih razmerah, bom temu tako rekel, ob možnosti prehajanja teh statističnih regij, je Kranjska Gora pokala po šivih. Govorimo pač o Kranjski Gori kot občini med Ratečem in pa Mojstrano. Ampak to nam je prineslo tudi kar nekaj preglavic, če lahko temu tako rečem. Izreden obisk je povečal, bom rekel, med nami turističnimi delavci, predvsem skrb, ker zadeve, kar se tiče infrastrukture, tega niso požirale. Smučišča so bila omejena za obiskovalci. Potrebno je bilo izvajati določene teste, torej da smučišče ni moglo generirati teh svojih 4000 dnevnih obiskovalcev, ampak jih je lahko generiralo veliko manj. Bili smo omejeni na druženje, zbiranje ljudi in tako naprej. Tako da so bile potem te velike količine ljudi skoncentrirane na zelo majhnih področjih in se je delala zelo, bom rekel, negativna situacija. Negativno je bilo, bom rekel, ni bilo niti lepo pogledati. V glavnem je bilo neke pločevine,
ogromno je bilo nekega neprimernega obnašanja, če lahko temu tako rečem, kar smo vse čas tudi spremljali in se iz tega naučili, da je pač poleg tega, da razvijamo turistično ponudbo, potrebno razvijati še marsikaj drugega, predvsem pa kanaliziranje teh turističnih obiskov preko vikenda, govorimo o enodnevnih obiskovalcih, in pa predvsem razmišljati, kako na tem področju narediti red. Zato je prišlo kar nekaj idej tudi za naprej in pa tudi nekaj projektov, ki se bodo realizirali v bližnji prihodnosti, predvsem kar se tiče urejanja prometa. Poleg tega je pa turizem tudi dejavnost, ki je, če želiš v turizmu delati, moraš biti prvič vedno na preži, če lahko temu tako rečem, inovativen, vedno moraš biti fleksibilen, vedno moraš biti prekorak pred konkurenco. In ne glede na vse, kar se dogaja, je Kranjska Gora, se mi zdi, bila večkrat sicer omenjena, žal po mojem osebnem mišljenju, v neprimerni negativni konotaciji, ampak vseeno izkoristili smo, bom rekel, temu poslovne obiske. Kranjska Gora je bila tukaj v prednosti predvsem destinacijam v Sloveniji. Ampak poslovne obiske predvsem v tem, da smo organizirali na ta račun kar nekaj večjih prireditev, ki so v kraj pripeljale večje število tekmovalcev, v tem primeru seveda brez gledalcev za dalj časa. Tako smo v sodelovanju, oziroma tukaj je podjetje Hit Alpina pripeljalo potem v kraj tekmovanje IPC-ja v biatlonu oziroma v nordijski kombinaciji v mesecu januarju. Potem smo gostili Zlato lisico, potem smo gostili svetovni pokal, seveda Vitranc v Podkorenu in pa ne na koncu izpeljali tudi plenico. To, kar se je zgodilo v Kranjski Gori v tej zimski sezoni, ni uspelo, lahko rečem, marsikateremu večjemu, bolj prepoznanemu, mondenemu, ne nazadnje tudi finančno bolje stoječemu turističnemu kraju v Evropi. Najlažje v tem primeru se bo tekmi odpovedati, imeti nične stroške, od države dobiti neka sredstva, ki so že upravičena, in zadevo predstaviti na naslednje leto. Tukaj so se naši organizatorji, turistični delavci, ves turistični sektor, bom rekel, izredno borili, pripravili do tega, da so kljub finančnemu riziku, zdravstvenemu riziku izpeljali tekme na izredno visokem nivoju, kar je na koncu priznal tudi sam FIS in pa organizacijski komiteji so dobili vsi pohvale. In lahko rečem, da je ta model ratov kar eden boljših modelov, kar se tiče možnosti izpeljave tekmovanja na tako visokem nivoju tudi za vnaprej. Naši hotelirji oziroma naši gostinski delavci so si tukaj pridobili veliko izkušenj in jaz mislim, da je to izredno dobra podlaga tudi za pridobivanje obiskovalcev vnaprej, ker vsi vemo, da bodo ljudje pričakovali neko stabilnost oziroma neko zdravstven standard, neke higienske pogoje. To bo vprašanje. Slovenska turistična organizacija se je zdaj ravno dala ven eno kampanjo Green and Safe, ravno iz tega področja, kjer so določene kriterije za zagotavljanje higienskih minimuma poslali vsem nastanitvenim obratom in pa tudi storitvenim dejavnostim. Tako da tukaj Kranjska Gora je spet ena tistih vodilnih, lahko rečem, v turističnem sektorju, ki je sicer v slabih razmerah iztržila, bom rekel, maksimalno, kar se da. Seveda pa za sabo potegne to tudi zadeve, ki so vezane na izkoriščenje, na ročno razlaganje tega in tako naprej. S tem smo imeli celo sezono, bom rekel, kar veliko tem debat, ampak ne glede na to, treba je razumeti, da nam je bilo dejansko vzeti možnost delovanja. Turistična občina Kranjska Gora je odvisna od turizma, tukaj si zatiskati oči pač ne smemo. Nas je to zelo prizadel na vseh področjih in nas primerjati z neko občino, ki ni tako turistična, je praktično nemogoče. In argument, da pač nekdo ni hodil okrog zato, ker ni sonca, mislim, da ne vzdrži argumentu, da mi pa pač ne moramo zaradi tega hoditi v službo. Tako da ta solidarnost mislim, da ni bila na nivoju, ki smo si jo želeli. Mi smo res veliko krat pritiskali, da bi se zadeva ustavila za 14 dni, 3 tedne, kot bi povedali strokovnjaki na vseh področjih, in da tukaj ne bi bilo dejavnosti, ki bi bila izpostavljena oziroma ki bi bila izvzeta. Pač turizem je bil in še vedno je. Na drugi strani pa točno vidimo, kako laufa gradbeništvo, kako laufa industrija, kako laufajo razne velike tovarne. In glede na to smo se na koncu nekako odločili, da sprejmemo pravila igre.
vendar zahtevamo, da država za to, ker je pač onemogočila našo dejavnost, zato prevzame tudi vso odgovornost. Ne glede na vse, smatram, da se je kadrovska slika v slovenskem turizmu še poslabšala. Iz 12,000 nezaposlenih smo prišli že skoraj na 20,000 nezaposlenih. In tukaj mislim, da bomo imeli izredno velike probleme, kar se tiče pri obdržanju tega kadra za naprej, ker ljudje kljub temu, da prihaja do pomoči in tako naprej, ne morejo ostati doma, želijo si izzivov, želijo delati, druge panoge to zagotavljajo in se ta turistični kader in pa gostinski pač na našo žalost seli tudi v druge dejavnosti. No, pri zimski sezoni velja omejiti tudi Tim Kranjska Gora. To kampanjo Tim Kranjska Gora ste začeli prav na turizmu Kranjska Gora in lahko rečeva, da je izjemno uspešna. Ja, to je pa res ena svetla točka v vsej tej zgodbi. Nočem biti sicer tako pesimističen, ampak realnost je pač taka in se mi zdi, da je treba na stvari gledati v življenju predvsem realno. Ampak Tim Kranjska Gora je bil res neka svetla točka. Mi smo Tim Kranjska Gora začeli delati že 3 leta nazaj z istim timom kot trenutno sedaj. Ravno včeraj smo imeli en tak, bom rekel, zaključni sestanek oziroma druženje. In lahko rečem, da sem prvič do zdaj zelo dobro začutil, da tudi vsi, ki smo v ta tim verjeli, oziroma vsi tisti, ki ta tim predstavljajo, približno vemo, kaj s tem timom želimo doseči. Na začetku je bilo to zelo, bom rekel, neka želja, kaj bi radi imeli, pa še nikako nismo imeli nekih izdelanih niti ciljev, želja oziroma vizije. Potem se je to s časom, z meseci, z leti, z izkušnjami in pa situacijami počasi ta kamen naš oblikoval. In lahko rečem, da smo zdaj naredili nek tim, ki je spet nek precedens v Evropi. Zelo malo je občin, destinacij, držav, karkoli, ki tak nabor tekmovalcev, ki predstavljajo nek kraj, dejansko ima. Sta 2-3 v Evropi, ampak drugače mislim pa, da je tukaj Tim Kranjska Gora eden tistih, ki spet orje eno ledino. Ti naši člani, lahko rečem, da so kljub ekskluzive. Kriteriji, za kaj smo ta tim postavili, so bili izredno visoki. To je eden prvih kriterijev, seveda tekmovanje na najvišjem mednarodnem nivoju, svetovni pokal. Potem eden od kriterijev je tudi državni prvak oziroma igranje v eni mednarodni ligi, lahko tudi drugega randa, če gre tukaj za neke ekipne športe. Trenutno imamo v ekipi 4 take zvezdnike, lahko rečemo temu letu. Poleg Vilija in pa Benjamina Črva, ki sta bila državna prvaka in pa podprvaka v šprintu, smo dobili še odličnega skakalca Bora Pavlovčica, ki je prebil, bom rekel, neko magično mejo tudi na letalnici v Plenici z svojim rekordom, pač mečken zaostal tudi za državnim, ampak motiv mogoče za naprej, za stopničkem, ki jih je dosegel in pa za odlično sezono. In pa seveda Meta Hrovat, ki je že tudi članica in pa mislim, da v tej ekipi je ena najbolj prepoznanih in pa bom rekel tista, ki vleče ta tim oziroma daje temu timu še posebno težo. Tako da so to ena odlična druščina. Jaz verjamem, da je ta njihovo sodelovanje z nami predvsem v pogledu nekega neformalnega tima, kjer bi radi želeli doseči predvsem to, da tudi ti mladi upi, mladi športniki, otroci imajo pred sabo neke idole, ki so nad nekimi klubskimi in pa državnimi nivoji in pa da vidijo ta tim predvsem to, da združuje pač ljudi, ki tukaj živijo, ljudi, ki veliko potujejo po svetu in ljudi, ki predvsem Kranjsko Goro nosijo v srcu in to znajo tudi na nek kredibilen, verodostojen način predstavljati med svojimi športnimi kolegi, javnosti, medijem. In da so na to tudi ponosni. In najmanj, kar lahko seveda naredimo za njih, je to, da jim nekako stojimo ob strani. Ne toliko sicer finančno, kot bi si želeli, ampak predvsem z neko podporo, z medijsko podporo, z večanjem njihove prepoznavnosti. Na koncu koncev sami na tem seveda naredijo največ, ampak mislim, da je tukaj kombinacija blagovne znamke Kranjska Gora in pa športnega imena kateregakoli izmed teh članov zelo dobra kombinacija in to smo tudi, se mi zdi, v letošnjem letu uspeli doseči. Je pa seveda, to pa si moramo priznati, vse veliko lažje, če so te uspehi športnikov večji oziroma na tako visokem nivoju, kot jih je ta tim Kranjska Gora letos dosegel. Tako da jaz verjamem, to smo se tudi včeraj pogovarjali,
da upam, da bo ta tim dopolnjen, da bodo prihajali pač v ta tim novi člani oziroma članice, da bojo na koncu to ratala, bom rekel, na rekojih neka inštitucija, kjer bi rad videl, da bi se kalil tudi nek kader, ki bo po zaključku svoje kariere lahko potem k kraju doprinesel tudi neko strokovno znanje, mogoče neke povezavo, neko mreženje, na koncu tudi nek doprinos v razvoju njihovega posla, verjetno bojo to športniki prav gotovo potem razmišljali tudi o neke poslovni poti. Tako da to je neka zgodba na dolgi rok in res bi rad videl, da ti športniki, ki so, ohranijo naše kraje oziroma našo občino, bom rekel, v spominu oziroma da vejo, da za njim stojimo, ker na koncu se moramo zavedati, da brez podpore staršev občine in pa vsega, kar kraj nudi, se tudi ta njihov talent ne bi razvijal oziroma takih možnosti ne bi imeli. To se mi zdi, se včasih kar malo pozablja. Tukaj preden nekomu nekaj uspe čez noč, ponovadi traja vsaj 20 let in ta čas pred tem uspehom se mi zdi je izredno pomemben in ga moramo nekako se zavedati, da ga imamo in ravno to je tisto, kar ta tim dejansko hoče nekako v svoji strukturi podzavesti predstavljati. Poglejva zdaj še malce v poletno sezono, pripravljate nove projekte. Kaj vse nas čaka v letošnjem poletju? Seveda upamo, da s čim manj ukrepi zaradi širjenja koronavirusa, ampak vendarle, kaj je v načrtu, da izpeljete letos? Zdaj, kar se tiče samega programa dela turizma Kranjske Gore, lahko rečem, da tudi tukaj moramo pač gledati in pa spremljati situacijo. To, kar smo načrtovali recimo v lanskem letu, oktobra ali pa še septembra za letošnje leto, se je že 2-krat ali pa 3-krat spremenilo. Prav tako smo v prejšnjem sklicu občinskega sveta priredili proračun, ga tudi zmanjšali kar za 25%, predvsem iz naslova neizvedenih aktivnosti. Tako da za naš program dela lahko rečem, da je neka zelo je podpora in tudi dobra volja in pa razumevanje tako občinskega sveta, ki je na koncu koncev naš ustanovitelj in pa tudi financira naše delovanje in pa tudi sveta zavoda. Tako da smo priredili program glede na sama pričakovanja v poletni sezoni. Vsekakor bomo še vedno vztrajali na organizaciji večjih dogodkov. Predvsem želimo večje dogodke organizirati, kot vedno govorim, v času izven glavne turistične sezone, zato da to našo sezono razpotegnemo res na ta naželjeni 3-6-5. Predvsem zato, da ta večja količina ljudi oziroma večje število ljudi pride v času, ko Kranjska Gora to lahko prenese. In pa tudi predvsem zaradi tega, ker so tudi takrat cene bolj ugodne tako za te tekmovalce oziroma za tiste, ki se s temi zadevam ukvarjajo organizacijsko. Prav gotovo bo kar nekaj tukaj lahko rečem izzivov. Seveda tradicionalno začnemo sezono z odprtjem kolesarske dirke na Vršič. Letos je to Goni Poni, prvi vikend v mesecu juliju, se upravičujem. Žal bomo letos tukaj kar 2 izziva. Ena je gradnja vršiške obvoznice. Jaz upam, da bo prišla v časovni okvir. Druga je pa tudi izgradnja nove povezovalne poti oziroma adaptacija obstoječe ceste čez predel. Tako da tukaj sta 2 uganki, potem so pa seveda še ukrepi proti koronski, ali bo dovoljeno to do 500, do 1100, ne vemo še. Mi smo dali že kar veliko vprašanj na to temo, pa ne samo zaradi te same prireditve, ampak zaradi vseh prireditev za naprej. Mi se tukaj srečujemo tudi v sklopu MAIS-a, to je združenja, ki se ukvarja z kongresnim turizmom in pa z industrijo srečanj. Tukaj govorimo o velikih festivalih, ki jih organizirajo v Bovcu, govorimo o festivalih, ki jih organizirajo v Ljubljani, govorimo o vseh večjih predstavitvah v Sloveniji. In tisti, ki te zadeve organizira oziroma ve približno, zakaj se gre, točno ve, da en mesec prej pred organizacijo tako velikega dogodka, brez da bi vedel karkoli, je nemogoče zadeve organizirati. Zato smo si mi za vse te večje dogodke dali tudi plan B, in sicer septembrski čas, zopet nekako po tej glavni turistični sezoni. In seveda ga zapolnili z prireditvami, kot so to se pravi Julijana Trail,
To je ena taka zadeva, kar se mi zdi zelo aktualna za Kranjsko goro, kjer bo povezano zdaj še tudi več destinacij, med njimi tudi Bovec, Bohinj, Kranjska gora. In tukaj bo cilj in štart vseh teh etap. To pričakujemo, bom rekel, kar res lepo udeležbo in pa zelo krasna tekma. Potem je tukaj Špartan, že lanskega ga ni uspelo organizirati zaradi situacije, ki je nastopila s korona krizo, tako da Spartan letos prav gotovo v začetku poletne sezone da, vkolikor bo to seveda mogoče. Smo priredili sam koncept, tudi zmanjšali število tistih prijavljenih na maksimalno 333 natančno. Tako da bomo videli, če bojo pač zadeve tukaj. Mi smo pripravljeni, kot reče na Krvavcu, tako da bo lahko zagnali, ampak dokončne odločitve, ali izpeljemo ali ne, še nimamo. Mesec pred samim dogodkom se bomo pač o tem odločili. Potem pa seveda prihaja poletje. V poletnem času je Kranjska gora ponovadi izredno obiskana. Tukaj pripravljamo kar nekaj novosti. Eno od teh bo prav gotovo dodatna kulturna vsebina, ki jo pripravljamo skupaj z Špas teatrom. Seveda sledi tudi filmski festival, ki je bil predstavljen iz lanskega leta. Tudi verjetno v neki, bom rekel, prirejeni obliki. Verjetno ne toliko v samih prostorih znotraj kot zunaj. Tudi tukaj še čakamo neke smernice. Tako da si želimo narediti to poletje letos, kjer ponovno pričakujemo kar veliko slovenskih obiskovalcev, predvsem slovenskih, čeprav upam, da bo precepljenost omogočila tudi odprtje meja, kar si Kranjska gora seveda izredno želi. Na koncu smo le mednarodna turistična destinacija in bi bilo za nas za vse tudi veliko lažje, če bi zadeve bile nekako povezljivo. Seveda pa vsi točno vemo, da letos na letalske linije oziroma dežele izven radija 500 km kar težko računamo vedno, zato smo si tudi vso našo pozornost pri promociji, ki je ravno nekako, bom rekel, je na višku poletne promocije za destinacijo Kranjska gora in pa tudi za Julijske Alpe, ki jo delamo kot skupen projekt, usmerjena predvsem na te države v bližnji okolici, to se pravi radi 500 km, Avstrija, Italija, Madžarska, Hrvaška in pa seveda brez Beneluxa tukaj ne gre, ker smo le rateli tudi destinacija za odor oziroma za kemp. Tako da, bom rekel, je več vprašanj kot odgovorov, žal. Mi se s tem soočamo zdaj že kar nekaj časa, tako da približno tudi vemo, katera vprašanja so tista, ki se nam zdijo pomembna, katera ne. Včasih pa pri temu tudi falimo. Nobeden ni, bom rekel, vseveden. Mi to točno tudi vemo, zato si tudi želimo, bom rekel, večjega sodelovanja in pa predvsem proaktivne drže, predvsem s tistimi, ki delajo v turizmu, za turizem in pa nasplošno. Jaz mislim, da skupaj bomo lahko tudi tole situacijo, ki je težka, sigurno in pa edinstvena, presegli. Na koncu koncev ni tukaj samo župan, na koncu koncev ni tukaj samo turizem Kranjska gora, na koncu koncev ni tukaj samo en hotel, ampak je tudi občinski svet, so tukaj svetniki za svojimi znanji, povezavami, željo, potem so tukaj odbori, potem je tukaj gospodarstvo. In če bomo vsi, na koncu koncev so tukaj tudi občani izrednega pomena in na koncu koncev, če bomo res vsi sledili te strategiji, ki se mi zdi bila izredno dobro zadana in pa tudi sprejeta strani občine v lanskem letu, jaz mislim, da smo na pravi poti, da Kranjsko goro kot neko trajnostno turistično destinacijo res v nadalje, mogoče tudi zaradi situacije, ki se je zdaj zgodila, še toliko bolj obrnemo v tej smeri, kakor si vsi želimo. Urejate zdaj tudi planinske poti, urejate kolesarske poti, urejate ferate, skratka, da bo vse pripravljeno nekako na poletje. Ja, res je. Letošnja zima je bila z obilo snega tudi naredila kar veliko škode na samem urejanju teh poti. Mi delamo zdaj že izredno aktivno že zadnji mesec, kjer je seveda mogoče, ker nekaj je bil še pač sneg pri urejanju in pa popisovanju stanja na teh poteh izredno. Veliko je, bom rekel, uničenih in pa potrebnih neke manjše, večje obnove. Tukaj nam gre izredno na pomoč tudi turistična društva po posameznih krajih, ki nam nekako pomagajo z informacijami na stanju. Tako da smo, mi si želimo s 1. majem nekako imeti te stvari pripravljene, ready to go. Ampak, kot sem že rekel, zadeva je pač odvisna od odprtja, ampak ne glede na vse, tukaj tudi mi živimo, tukaj se tudi mi rekreiramo in tudi naša naloga je v prvi vrsti, da to infrastrukturo pripravimo za naše občane, ki jo lahko uporabljajo, da lahko uporabljamo sami,
ko bo pa zadeva odprta, jo bo pa lahko uporabljali tudi pač drugi. Včasih je kar velik pritisk, ko zaprejo žičnice, zakaj ni urejeno že naslednji dan. Vse včasih je to težko, 120 km, bom rekel, sprehajalnih in pa kolesarskih poti nekako urediti v roku enega tedna ali pa 14 dneh je praktično nemogoče in tukaj pač upam, da večina ljudi to razume. Drugače si pa želimo, seveda, kolikor ima kdor kakršnokoli informacijo, da bi bilo potrebno kaj urediti ali pa da to tudi upas. Imamo objavljene kar nekaj telefonskih številk in pa mailov, kamor lahko pišejo in nam tudi pri tem zelo pomagajo. Tako da mi se izredno trudimo, da bi bila ta naša turistična infrastruktura v poletnem času pripravljena, urejena. Kranjska Gora je izredno prepoznana kot outdoor destinacija in to je v bistvu naš glavni adut. In letošnjem letu mogoče samo novost. Par let nazaj smo na pobudo bom rekel, Slovenskega planinskega muzeja, občine Kranjska Gora, planinskih društev, šli tudi v izgradnjo parih ferat. Izredno dobro sprejet projekt, produkt turistični, neka nova ciljna skupina, neka nova ponudba. Želimo se priti na mapo oziroma na prepoznavnost destinacije tudi za to ciljno skupino. In zdaj smo prišli nekako že do te kritične mase, ko smo se nekako, je bilo potrebno narediti nek korak naprej. In tako kot pri teku na smučeh, ko smo videli, da če želimo imeti stvari urejene na nivoju, tako kot si ljudje pač to zaslužijo, kar tudi mi sami pričakujemo, je potrebno tukaj pač ne več gledati samo to, na koliko bo lahko občina financirala oziroma kje bomo lahko dobili sredstva, da se bo to urejalo brezplačno. In na tekaških progah se je to izredno dobro pokazalo, da zadeva funkcionira. Letos je bila res spet malo specifična situacija, ampak jaz mislim, da smo z Nordijskim centrom in pa z upravljalci na področju mejnega prehoda izredno dobro sodelovali tudi kar se na začetku menila, pa sem mogoče pozabil posebej poudariti, tudi v Mojstrani, v Radovni, v Martuljku smo imeli letos čez 40 km izredno lepo urejenih prog. Tako da mislim, da smo se vsi natekali, tudi tisti, ki v prejšnjih letih nismo, smo letos lahko to, bom rekel, izkusili. Tako da, kar se tega tiče, mislim, da je bil tukaj preboj narejen. Seveda se vsi učimo step by step, se temu reče. In tako je približno tudi pri feratah. No, tudi pri feratah smo zdaj prišli do neke kritične mase, ko je ta obisk kar povečan. Vzeli smo neko blago obliko ali pa umestno obliko, bom rekel, med avstrijskim in pa našim modelom. In ne bojo plačljive ferate. Smo se pa zavezali, da bojo možnost donacij, to se pravi prijatelj ferat, tako v Mojstrani kot v Rutah in tudi še eno, ki se bo dodatno izgradila na področju med Kranjsko Goro in pa Jesenicami. Tako da tudi tukaj delamo, bom rekel, neke nove modele, ki v Sloveniji mogoče niso še toliko aktualni, ampak jih ljudje se mi zdi dobro sprejemajo, če za temu, kar narediš, tudi garantiraš z neko kakovostjo, kvaliteto. In jaz mislim, da naši fantje in dekleta, ki skrbijo za urejanje ferat na področju občine Kranjska Gora, to izredno dobro delajo, tako da so varne, lepe in pa prehodne ves čas. In mislim, da si potem tudi zaslužimo, da tukaj naredimo pač nek preskok in ta preskok z letošnjim letom tudi vajamo. Več o tem bomo sicer v medije dali v naslednjih 14 dnevih, ampak se mi zdi tako izredno posrečen model in pa zanimiva situacija. No, pa končajva še tam nekje, kjer sva približno začela. Spremljali boste vse interventne zakone, ki prihaja tudi PKP9. Skratka, še vedno boste nekako tudi malce, če rečeva, pritiskali na vlado, da nameni še kaj več pomoči turizmu, gostinstvu, skratka tem panogam, ki so bile najbolj udarjene. Ja, res je. Mislim, da kar dobra iztočnica za naprej. Kar se tiče same situacije, je situacija po naši oceni takšna, da z odprtjem v bistvu ne bo rešeno prav veliko in moramo biti na ta odprtje pripravljeni, tako kadrovsko kot finančno podkrepljeni. Lahko rečem, da določeni ukrepi do zdaj so blažili zadevo, a nikakor jo pa ne reševali. Veliko je bilo tukaj, bom rekel, nekih izjem, veliko torej se pravi gospodarskih subjektov je tukaj izpadlo, nekateri bolj, nekateri manj, ampak nekako se mi zdi, da po naši oceni smo plavali nekako nad majčkem pod gladino ali pa majčkem nad, tam nekje vmes. Zato so vsa naša prizadevanja zdaj izredno osredotočena predvsem na zagotavljanje, kaj pa po temu dnevu D, če lahko temu tako rečem.
En od teh zadev, ki je bil uslišan, je prav gotovo tudi razpis Spirita, ki prihaja ravno kar iz teh 10 milijonov, smo zdaj prišli na 36. Tudi kriteriji so se tukaj spremenili, veliko več podjetij bi lahko za ta sredstva kandidiralo. Tako da to je en majhen korak, predvsem pa veliko veliko upov podajamo predvsem na ta interventni zakon o turizmu. Zavedati se moramo, da ni veliko dejavnosti, ki ima svoje interventne zakone, to je zakon o kmetijstvu, zdaj prihaja tudi zakon o turizmu, tak zakon si zdaj želi še marsikatera dejavnost. Mi smo to uspeli, lahko rečem, mogoče tudi po zaslugi ministra, ki približno izhaja iz naših vrst in imamo z njemu, bom rekel, kar, če že ne dobre, pa saj aktivne pogovore. Mogo bi biti tudi obiskati prejšnjega tega našo občino, žal je zaradi situacije sestanek prestavljen, ampak tukaj se mi zdi, da se veliko pogovarjamo, na koncu se vedno ne izvede vse tisto, kar se pogovarjamo, se pa dogaja počasi. No? Tako da, ampak gre, mislim, da v pravo smer. Zdaj tudi po analizah Umarja, ki smo jih dobili, se moramo zavedati, da bo okrevanje turizma ne bo šlo v črki V kot ostalo gospodarstvo, kjer že pričakujejo konec letošnjega zadnjega četrtletja, v bistvu ravno izpred korone krize lanskega leta, ampak vsi tukaj gledajo na leto 2023, celo na 2024. Tega se moramo zavedati in to moramo imeti nekako v podzavesti. In tukaj bo mogla država, če želi naš turistični sektor pač ohraniti, svojo skrb še toliko bolj na nas preusmeriti. Tako da to ni pritisk, to je v bistvu samo neka realna situacija. Je pa res, da vsi v tej upravi državni pač ne razumejo v detalje turističnega sektorja in je naša naloga, da smo pač tukaj aktivni in da jim te zadeve probamo čim bolj predstavljati. Tukaj je, bom rekel, srednje naše delo že zadnjega pol leta predvsem osredotočeno na to. Zavedati se moramo, da saj to smo zdaj opazili, nekaj ministrstvo za gospodarstvo, nekaj potem ministrstvo za zdravje, potem je pa tukaj še ministrstvo za finance in na koncu je tukaj še državni zbor. Tako da prek vseh teh 4 preprek je nekako treba priti za vsako akcijo, ki jo nekako predlagamo. In lahko rečem, da smo ravno v sklopu Julijskih Alp naredili res velik preboj, ko smo se tukaj združili, že sami filtrirali določene zadeve, vse skupaj predali potem Turistično-gostinski zbornici in zdaj tam nastopamo in smo tudi kot Kranjska Gora član te strateške skupine za turizem in lahko rečem, da nam je to prvič v čas, drugič pa izredno dobro, da smo v bistvu zraven pri vseh informacijah in pa tudi pri podajanju predlogov. Pa še ena zadeva je bila zdaj, mislim, da zelo malo slišana, ampak je šla v bistvu že dejansko skozi bil zakon o gostinstvu, ravno kar sprejet. Tako da zadeve tukaj se tudi na tem našem področju, bom rekel, spreminjajo, grejo v skladu in pa v času primerno naprej. Tako da jaz sem pozitivno usmerjen, lahko rečem, sem optimističen za naprej. Je pa res, da bo pa ta prehod iz nekega, bom rekel, turističnega buma v nek šok in pa zdaj v pogled v delovo prihodnost izredno, ne bom rekel zanimiv, ker ni zanimiv, ampak težek. Bolj težek kot pa zanimiv, ampak tukaj smo in jaz mislim, da se moramo tega lotiti čim prej z neko vztrajnostjo in pa znanjem, ki ga pač premoramo. In ne glede na vse, določene dejavnosti so se preusmerile, preuredile in turizem se bo tudi pač mogel. In jaz mislim, da je ta situacija za nas mogoče na prvo žogo res, ne bom rekel grozna, ampak slaba. Je pa prav gotovo ena odskočna deska za razmišljanje za naprej, da razmišljamo nekako tudi drugače, ker vidimo, kako je, če pride do take situacije, ko smo nekako vsi vezani na eno dejavnost in pa od nje odvisni. Tako da tukaj bo potrebno v bistvu zadevo pogledati za vnaprej nekoliko širše. To je pač moje videnje in pa v ta turizem, ki nekako v naših glavah žal še vedno predstavlja samo gostinstvo. Turizem veliko bolj komponira tudi dejavnosti, ki so s turizmom izredno povezane. In to je vsa storitvena dejavnost, kmetijstvo, na koncu konca tudi gradbeništvo, obrt,
kultura in vse ostalo, kar dejansko turizem kot multidisciplinarna dejavnost predstavlja. Te zadeve se mi zdijo, so še vedno dosti bipolarne, ena poleg druge, in jih premalo povezujemo, zato pa potem ta osnovna dejavnost, ki je, kot sem rekel, v naših glavah še vedno vezana na gostinstvo in pa na hotelirstvo, toliko bolj trpi, predvsem v državah, ki so turistične, tako kot smo recimo mi, Švica, Avstrija, in pa izredno velike probleme imajo zdaj tudi v Franciji in pa Španiji. Ja, končajva optimistično, kot pravite, ste optimist, upajmo, da bo šlo vse čim prej v pravo smer, da turizem hitro okreva in da se seveda čim prej vrnemo v tiste stare, kot jim rečemo, normalne tire. Hvala lepa za obisk v studiu in seveda želim vse dobro. Hvala tudi vam za povabilo. Dragi gledalke in gledalci, vam pa hvala lepa, da ste nas spremljali. Lep dan še naprej. Srečno!